Derbi številka 2 v 7 dneh je zvabil na tribune Ljudskega vrta okoli 5000 gledalcev tudi v sredinih popoldanskih urah. Prednost 3:1 z prve tekme v Ljubljani je pomenila odlično izhodišče in zadostovala za napredovanje namenu uvrstitvi v polfinale pokala je dosežen. Skazalo se je, da smo že v prvi tekmi naredili velik posel. Tudi na tej tekmi smo si želeli zmage. Imeli smo dovolj lepih priložnosti, ki bi lahko jih izkoristili v našo korist, ter bi tekmo pripeljali do konca za zmago, vendar v tej tekmi niti minute ni bilo vprašljivo o našem napredovanju. Olimpija je sicer s hitrim vodstvom obudila upe o preobratu, a je pri tem tudi ostalo. V 5. minuti se je po zračnem dvoboju med Šporarjem in Rajčevićem žoga odbila do Valenčiča. Šporar je obležal na tleh, akcija se je nadaljevala, Valenčič pa je z roba kazenskega prostora z natančno odmerjenim udarcem s pomočjo vratnice žogo usmeril v mrežo. To je privedlo do dodatne mobilizacije vijoličaste čete in sledile so minute obleganja ljubljanskega gola. Kapetan, ki je pred tekmo iz rok navijačev tudi uradno prejel priznanje namenjeno vijoličnemu bojevniku za leto 2012, je v skladu z bojevniškim statusom odvzel žogo in jo popeljal proti kazenskem prostoru. Podal do Mezge, ki je takoj opazil Cvijanovića, toda v posredovanju Zarifovića se je žoga namesto v mrežo odbila v kot. V naslednjem poskusu je izenačenje preprečil Olimpijin vratar. Po sodelovanju s Cvijanovićem je Mezga poslal predložek pred gol, Berić z glavo dobro nameril, toda Šeliga je poletel proti žogi in ni dovolil, da bi končala pot, kjer so si želeli vsi mariborski navijači. Šeliga je tako ponovil predstavo z jesenskega prvenstvenega derbija. Jaz bi čestitil njihovemu golmanu, res vedno tukaj zelo dobro bran, ampak jaz mislim, da smo mi celo tekmo predovali. Ko se je napadalo, se je občasno tudi tako, da so imeli mariborski nogometaši po 2 priložnosti v eni akciji. Najprej sta Milec in Ibrahimi s spretnim kombiniranjem spravila žogo do Tavaresa, ob njegovem poskusu, da bi žogo poslal mimo vratarja, pa je Mitrović izbil pred golovo črto. A nevarnost ni bila odpravljena. V nadaljevanju akcije je Milec v kazenskem prostoru našel Berića, udarec pa mu je znova blokiral Mitrović in ostalo je pri 0:1. Ko so se otresli pritiska, so gostje v prvem polčasu izpeljali hiter protinapad, a je Handanović s pravočasnim posredovanjem izven kazenskega prostora izbil žogo pred Valenčićem. Tudi ob vrnitvi slačilnic je bila žoga več časa na gostujoči polovici igrišča. Prvi je zapretil Berić, po desni strani prišel do položaja za udarec, zadel pa stranski del mreže. Dva poskusa je kot naslednji povezal Cvijanović, prvič z razdalje čez prečko, v drugo pa je nameril v okvir gola, vendar je bil znova na pravem mestu vratar Šeliga. Iz 69. minute bo ostala zabeležena še vratnica. Ibrahim je poslal predložek pred gol, Šeliga pa se v potrditvi statusa junaka tekme ravno toliko dotaknil žoge, da jo je odbil pred kapetanom. Tavares je bil nato prekratek, da bi potisnil žogo čez golovo črto, zadel je le vratnico. Zadnjo obetavno situacijo pa je uprizoril Valenčić, ko se je z desne strani priboril položaj za udarec, a mu je namero preprečil Handanović. Končnih 0:1 ni spremenilo udeleženca polfinala, dovolj je bilo prepričljivih 90 minut v Ljubljane, da se bo NK Maribor pojavil na petkovem žrebu v konkurenci s Celjem, Triglavom in Aluminijem. Cilj je popolnoma jasen, to pomeni ne glede na nasprotnika. Smo favoriti, igramo 2 tekme po finalu, to pomeni, da imamo res lepo priložnost, osredotočeni bomo na to, da osvojimo še eno lovoriko, tako se bomo obnašali na igrišču, ne glede na nasprotnika. Do novih pokalnih preizkušenj ostaja na tabli z delovnim programom napis Olimpija. V nedeljo je spet na vrsti večni derbi, tokrat za prvenstvene točke v Ljubljani.